Pozdravljeni. Nekdo izmed vas me je vprašal, kaj si mislim o izjavi Nelsona Piqueta o Maxu Verstappenu in Lewisu Hamiltonu. Na začetku bi seveda rad poudaril nekaj podrobnosti. Prvič to, da meni osebno je Nelson Piquet izjemno všeč kot voznik in kot oseba. Njegove izjave me zmeraj razveselijo. Čeprav mnogokrat so provokativne, niso preveč racionalne in pogosto spravljajo določene voznike v slabo luč. A vkolikor bi spremenil svoj stil dajanja izjav, bi se resno začel spraševati, ali se je Nelson Piquet z leti umehčal, spremenil, in ko prebiram take izjave, vidim, da je ostal tak, kot je bil v svoji mladosti. A to še ne pomeni, da se z njegovimi izjavami strinjam. In marsikdo izmed vas se je verjetno vprašal, kako je ta veteran, trikratni svetovni prvak, lahko izjavil nekaj takega, da če bi Max Verstappen imel na razpolago enak bolid, kot ga ima Lewis Hamilton, bi ga dobesedno raztrgal. Seveda, sam bom podal svoje osebno videnje in s tem ne mislim nikjer poudariti, da je Nelson Piquet imel napačen pogled na zadevo. Ima samo drugačnega. Na vas je, da se izberete tistega, ki vam je bolj racionalen oziroma bolj všeč. Začnimo na začetku. Motošport je seveda sestavljen iz tistega tehničnega in človeškega dela. In mnogokrat navdušenci mislijo, da najboljši voznik v najboljšem bolidu da najboljšo kombinacijo. In seveda to bi lahko nekako ponazorili kot 1 + 1 je enako 2. A tu mnogokrat pozabljamo, da lastnosti bolida morajo sovpadati z lastnostmi voznika. Mogoče je najboljši voznik v najhitrejšem bolidu, ampak različni stili, različne zahteve pripeljejo do tega, da kombinacija sploh ni zmagovalna. Namreč mnogokrat se pozabi, da tisti bolid, ki ga mnogi hvalijo, zahteva določene zadeve, ki niso tako samo po sebi umevne. Namreč slišali smo ogromno zgodb o tem, kako je Lewisu Hamiltonu enostavno zmagati, ker ima tisti premočan, po mnenju mnogih, Mercedes. A če pogledamo rezultate Valtterija Bottasa, na primer na zadnji dirki veliki nagradi Bahreina, se lahko začnemo spraševati, zakaj je bil torej Bottas tako počasen. In seveda tu se bomo ustavili pri prvi nelogičnosti v izjavi Nelsona Piqueta. Namreč, zakaj bi moral Max Verstappen imeti Mercedesa, da bi strgal Lewisa Hamiltona, če je imel pač z Red Bullom najhitrejši bolid na razpolago? In to smo videli na prostih treningih, na kvalifikacijah in tudi med dirko. Namreč, Max Verstappen je prehitel Lewisa Hamiltona, pri tem je napravil napako, a vseeno ne moremo trditi, da njegov Red Bull RB16B je bil počasnejši od Mercedesa. Zanimiva trditev, boste rekli, a če pogledamo malce številke, bomo hitro ugotovili, da je tako. In sedaj vprašanje, ki se je verjetno pojavilo mnogim izmed vas. Je Max Verstappen napravil napako? Seveda, pri prehitevanju je napravil napako, a po mojem osebnem mnenju gre krivdo bolj pripisati njegovi ekipi, ki mu ni znala svetovati, kje naj prehiti Lewisa Hamiltona in ga ni držala obveščenega o raznih spremembah, ki jih je dalo vodstvo dirke, a seveda o tem kdaj drugič. Sedaj se lahko vprašamo, zakaj Max Verstappen bi bil lahko tudi konkurenčen v Mercedesu. V mojem na začetku niti toliko ne, kajti njegov stil vožnje verjetno ne sovpada s tistim, kar zahteva Mercedes W12. Namreč Max ima izjemno grob, agresiven stil, za razliko od tistega, ki ga ima Lewis Hamilton. In tudi Lewis Hamilton, če bi ga posedli v Red Bull RB16B, bi imel
določene težave. A to ne pomeni, da je eden ali drugi slab, še zdaleč ne. Lep primer iz bližnje preteklosti, Pierre Gasly. Ko je bil v ekipi Red Bull, se ni znašel. Namreč na tistem bolidu RB15 je napravil več nesreč kot verjetno točk. Seveda malce pretirava. To v lanski sezoni z bolidom Alfa Tauri AT01 je sledil preporod. A sedaj se lahko začnemo spraševati, kje je pravzaprav razlika med Red Bullom RB15 in Alfa Taurijem AT01. V bistvu so razlike minimalne, kajti Alfa Tauri AT01 je bil sestavljen iz ogromno komponent prej citiranega Red Bulla. Ena izmed največjih in najbolj opaznih razlik je bila medosna razdalja. Medosna razdalja pri Alfa Tauriju je bila primerljiva s tisto pri Mercedesu. Torej, bolid lahko ni bil tako konkurenčen kot Red Bull, ampak je bil bolj stabilen. In v bolj stabilnem bolidu je Pierre Gasly našel tisto ravnotežje, njegov stil vožnje je ustrezal bolidju in rezultati so bili tu. Bistveno boljši kot pri Red Bullu, seveda po spletu okoliščin je tudi zmagal veliko nagrado Italije. Toliko samo, da se razumemo, da ni kar tako samo po sebi umevno, da lahko enega voznika posadimo v drugo ekipo in takoj na enostaven način dobimo rezultate. In seveda, kaj pa jaz vem? Povem vam, da sem prepričan, da če mene posadijo v bolid Formule 1, pa naj si bo Williams, Aston Martin, Ferrari ali Mercedes, bom prvi. Prvi, ki bo končal v zidu, če mi bo uspelo speljati, in seveda to sem že nekajkrat omenil. A vseeno mislim, da je treba gledati tudi na to točko. Namreč prvič, da je imel Max Verstappen konkurenčen bolid na veliki nagradi Bahreina, in drugič, da so bile okoliščine pisane ekipi na kožo. Da jim ni uspelo zmagati, se mora pripisati bolj strateškemu gledanju same ekipe kot stilu vožnje Maxa Verstappena ali kvaliteti projekta. Po drugi strani na drugačnih progah bomo lahko videli rahlo drugačno sliko. A zopet, po mojem osebnem mnenju, je razlika med tovarniško ekipo Mercedes in Red Bullom bistveno manjša, kot smo jo gledali na primer v lanski sezoni, in še bomo videli zanimive bitke. A vprašanje je neko drugo. Kaj beremo po raznih medijih? Izjave, ki naj bi pritegnile bralca, ker se marsikatero besedo obrne tako, da izgleda bolj zanimivo. Namreč sam se prepričan, kolikor bi nek novinar vprašal Nelsona Piqueta, kdo je boljši voznik, Max Verstappen ali Lewis Hamilton, bi on sam brez pomisleka odgovoril, da ni dvoma, najboljši voznik med njima dvema je Nelson Piquet. Toliko o tem, kako težo moramo dati, po mojem mnenju, takim izjavam. Gre za zabavo nekoga, ki dobro pozna razmere v Formuli 1, a igra neko vlogo. Nažalost mu večina medijev tudi nasede. A toliko za danes, hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.